Pozdravljeni! V zadnjih tednih je aplikacija Face kar obnorela svet in vsi se postarajo, nekateri pa se celo pomladijo. Si dodajo brado, spremenijo barvo las in podobne zadeve. In tudi jaz sem želel testirati to aplikacijo in v bistvu sem postaral samega sebe in pa potem tudi nekatere znane Slovence. Pa mislim, da je najboljše, da kar začnemo. Preden pa začnemo, pa vam lahko povem, da me lahko sledite tudi na Instagramu pod GregorV. Tako pa nadaljujemo. Zdaj, ko vidim, da sem postaral samega sebe, izgledam nekako kot moj stric. In ne, ni to dobra zadeva. Pa joj, vse te gube. Ampak poglejmo, kaj se zgodi, če postarano sliko še enkrat postaram. Ja, no tukaj pa vidim že sledi moje pokojne babice, mogoče v nekaterih obraznih potezah. Ja, in te gube na vratu, vem, da so fake, ampak izgleda res grozno. Res je tako grozen odsev samega sebe in kako bom izgledal, vsaj približno kako bom izgledal dejansko, ko bom starejši, ko bom senior. Ni mi všeč. Poglejmo si Boruta Pahorja, našega priljubljenega predsednika, kako bo izgledal, ko bo star. No ja, vse v bistvu pač sivi lasje, če bodo sivi, pač valjda gube. Ampak nič kaj tak strašnega, nič kaj, ne vem, pač zelo prijazen starejši gospod bo izgledal. Zdaj pa poglejmo, kaj se zgodi, če to postarano sliko še enkrat postaram. No, pač. Tu pa se zdaj leta dela v politiki že kar konkretno poznajo na njegovem obrazu. Vsa ta utrujenost, gube so večje. Ampak še vedno izgleda kot tak prijazen deda. Postaral sem tudi večno mlado Mišo Molk. No, rezultat je pač starejša gospa. Zdaj botoks malo popušča tukaj, ne? Ampak verjetno ne bo tako ostalo. Poglejmo, kaj se zgodi, če to sliko še enkrat pač postaram. Ja. Leta so tukaj dohitela, kaj naj rečem, drugega nimam za komentirati. Poglejmo si še enega priljubljenega TV voditelja, Marija Galuniča. No, tako kot Pahor, malce postaran, sivi lasje, kakšne dodatne gube, ampak nič kaj. Joj, izgledam kot moj stric, tako kot recimo jaz. Pa ponovno malo premešajmo. Ne vem, kako se naj izrazim, ampak malo jezen izgleda, ne? Pa ko da malo skriva spodnje zobe, mogoče jih več nima. Vsaj na tej sliki. Tudi pomladil sem nekoga. To je Slavoj Žižek, dejansko. Mlajša različica. Kakšen razgrajač in upornik. Ampak izgleda čisto drugače, pač res pomlajšana verzija. Pa zdaj, ko govorimo o pomlajevanju. Pomladil sem še tudi tega gospoda. Karla Erjavca. Ja, tak navihan zgleda. Za tem nasmeškom se marsikaj skriva, ampak tako kot sem rekel, zelo nagajivo. Postaral sem tudi Tino Maze, pa da vidimo njen rezultat. Zdaj pogledam, izgleda tako kot ena skrbna babica, taka prijazna babica, ki dobro skrbi za svoje vnuke in svoje otroke. Če sem postaral Tino Maze, sem moral postarati tudi Ilko Štuhec, pa da vidimo, kaj izgleda. To pa še sploh ni tako grozno, no, mislim, sploh ni riskantno. Tudi par gubic, zelo prijazna in to je to, nič kaj strašnega, malo hecna slika, ker izgleda kot neka navijaška mama, ampak ni slabo, no. Se vidi, da se ukvarja s športom. Naslednja, ki sem jo postaral, je pa pevka Maja Kevc oziroma Amaja Kevc, pa da vidimo njen rezultat.
Ne vem, zakaj mi je prvo na misel padla Severina, ampak vem, da ni. Ampak no, pač, malo botoksa, pa ne bo tako slabo, ne? Pa se tudi ta slika ni tako slaba, se malo aplikacija pretirava, ampak no, pač, malo make-up doda svoje, ne, ta temen, ampak zgleda kar resna, tako malo stroga babica. Kljub temu, da se prijazno smeji, ampak zgleda strogo, vseeno. Postaral sem še eno predstavnico na Evroviziji, pevko Nušo Derenda. Pa si poglejmo. Jebem ti. Mislim... pač... ne vem, no. Tukaj pač deluje kot neka starejša teta na neki družinski zabavi, ki pač se rada druži in je zelo vesela in reče, ja, slikaj mene. Tako da, zato je bila taka moja reakcija na začetku. Seveda, ne, pa se nisem moral izogniti najbolj znani Slovenki trenutno še vedno, Melaniji Trump. Tudi njo sem dvakrat postavil, pa poglejmo prvi rezultat. Dejansko, verjeli ali ne, ker je slika tako originalno zglejena oziroma sfotoshopirana, zgleda tukaj kot zategnjena babica. Pač kot fajno dozo botoksa in ostalih stvari, ki lepo držijo nazaj nategnjen obraz. Poglejmo, kaj se zgodi zdaj, ko tole starejšo verzijo še enkrat postaram. No, to je ena izmed takih slik, ko pa ni glih luštna slika. Zgleda, kot da je botoks porinil oči malo navzgor. In zato zgleda, kot da ima avtomatsko manjše oči, vsaj meni zgleda tako. Nos je posrečen in vrat, jajks. Ampak tak pač je. Staramo se, življenje gre naprej. Pomembno je, da skrbimo zase, da delamo zase, kolikor le lahko, se gibljemo in poskušamo živeti čim bolj zdravo. In živeti bolj pozitivno, torej, da bo kakšna gubica manj dejansko. Me pa zanima, ali ste mogoče tudi vi testirali tale FaceApp in pa kakšno je kaj vaše mnenje o postaranih oziroma pomlajenih znanih Slovencih. Svoje mnenje lahko zapišete spodaj v komentarjih. In pa še enkrat, lahko me sledite na Instagramu pod GregorV in se naročite na moj kanal za še več vsebine. Če vam je bil tale video všeč, pa mu lahko daste tudi thumbs up. Lepo se imejte, pa nasvidenje do naslednjič. Čau!